Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni. Pričenjamo 7. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Nahajamo se v veliki dvorani Doma sindikatov. Glede na to, da je dvorana Državnega sveta trenutno v rekonstrukciji, smo hvaležni sindikatom, da so nas sprejeli pod svojo streho in da to sejo lahko opravimo v Domu sindikatov. Zato bi uvodoma prosil državno svetnico Lidijo Jerkič, obenem tudi predstavnico sindikatov, da nam spregovori nekaj besed kot gostiteljica. En lep pozdrav v Domu sindikatov, kot je povedal že predsednik. To je pravzaprav dom Zveze svobodnih sindikatov, čeprav imamo v stavbi še eno konfederacijo in še en sindikat. Zdaj mogoče imate prvi vtis, da zgradba izgleda lepa in svetla. Tudi morda zaradi tega, ker je bila obnovljena v začetku letošnjega leta in je bila deležna obnove po 60 letih. Ta dom sindikatov bo namreč naslednje leto praznoval 60 let in če boste majčkeno pozorni, boste lahko našli kar nekaj podrobnosti, ki so enake z zgradbo Državnega zbora, parlamenta, tam, kjer zaseda tudi sicer Državni svet. Videli boste, da je oblika enaka, da imamo zelo podobne kamne in marmor po stavbi. Takrat so bili še časi, ko so iz vseh jugoslovanskih republik pripeljali marmor, tako da se v tej zgradbi nahaja kar ena zakladnica te naše bivše dediščine. Zgradba je tudi pod zgodovinsko zaščito, ker nam dela določene probleme, ampak ne glede na to skušamo jo vzdrževati, kolikor je le mogoče. Rekla sem prej, da je to sedež Zveze svobodnih sindikatov. V okviru Zveze svobodnih sindikatov imamo 22 sindikatov dejavnosti in naslednje leto slavimo še nekaj obletnic. Ena od teh je 30-letnica obstoja Zveze svobodnih sindikatov. Naslednje leto bo tudi 130-letnica prve obeležitve 1. maja na Rožniku. Imeli bomo 77-letnico našega časopisa. V mapcah boste našli po en izvod najstarejšega časopisa v Sloveniji, Delavske enotnosti, ki še vedno izhaja kot 14-dnevnik in je v bistvu kronologija vsakokratnega časa. Tudi zdaj moram reči, izjemno zanimivo pogledati vso zgodovino za 77 let nazaj. Želim si, da se v tej stavbi počutite v redu. Če bo deloval glede na temo še majčken pritiska, nič hudega, ampak glede na to, da je naša stavba precej blizu parlamentu, se mi zdi, da je bila idealna rešitev, da povabimo Državni svet enkrat tudi v naše prostore. Upam, da bo naša dvorana seveda čim prej obnovljena, da ne bomo pol deležni takih pritiskov, kot bo današnji. Tako da toplo pozdravljeni, pa uspešen zaključek današnjega dneva seveda. Hvala lepa gostiteljici. Brez skrbi, državni svetniki in svetnice, take pritiske v kulturni obliki jemljemo kot dobrodošle. Bili smo izpostavljeni včasih tudi kakšnim drugim, ki so bili manj dobrodošli, ampak šalo na stran, pred nami je resen posel, tako da lahko začnemo. Skladno z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni. Po tem, kar sem preštel, je v dvorani trenutno prisotnih 26 svetnic in svetnikov. Zato pričenjamo 7. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in 4. odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije.
Za današnjo sejo so se opravičili naslednji svetnice in svetniki. Državna svetnica Bojana Potočan, državna svetnica dr. Branka Kalenić-Ramšak, državni svetnik Igor Antauer in državni svetnik Bojan Kontič. Na sejo je bila vabljena ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magistrica Ksenija Klamfer, k prvi točki dnevnega reda. No, v njenem imenu se bosta seje udeležila državni sekretar gospod Tilen Božič z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter gospa Valentina Vehovar. Dobrodošla v državnem svetu. Da, izvolite. Proceduralno državni svetnik Franc Kangler, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Proceduralno vprašanje. Danes sem objavil na Facebooku, Twitterju, da sem dobil obvestilo od KPK-ja, pa nisem glasoval za preiskovalno komisijo v zadevi Franc Kangler in drugi, da sem bil v navzkrižju interesov. Sindikati so predlagatelji veta. Sprašujem vas, zadnja 2 veta smo glasovali v velikem salonu v državnem zboru. Zakaj danes ne glasujemo in ni sklicana seja v državnem zboru oziroma v stavbi Šubičeva 4? Vsi se hecate tukaj, jaz pa bom iskreno povedal, da za mene to pritisk. Ali je to navzkrižje interesov? Bo KPK preveril komunikacijo med sindikati in vodstvom državnega sveta? Resno vprašanje. Zelo resno. Kako ne glasujem danes tukaj v tej zgradbi? Boste mi vi povedali, niste nič kriv. Ampak navzkrižje interesov. Več ne smemo glasovati, ne po svoji vesti, ne po tem, da smo bili predlagatelji oziroma smo bili izvoljeni po interesnih skupinah. Jaz sem predstavnik lokalne skupnosti. Kadar bo, glede na to, da sem bil izvoljen iz območja Maribora, mestne občine, okoliških občin, jaz več ne smem glasovati in ničesar predlagati, kar je v zvezi z mestno občino Maribor in vsemi občinami v Sloveniji. Na mene dela nekdo pritisk. Po eni strani dela KPK na mene pritisk, ker po ustavi imam ustavno pravico, da sem prisoten na seji, po ustavi imam pravico, da sodelujem na seji, dobil sem mandat od volilnega telesa, da sem aktivni državni svetnik. KPK pa je sprožil postopek proti meni zato, ker sem jih globoko bremenil zaradi svinjarije v preteklosti. Pa to Štefanec ni nič s tem. Ampak danes sem se znašel ponovno v enakem položaju. Kot državni svetnik, naj mi kolegica ne zameri, očitno sem mogel vzdržati. Komu bom zdaj naredil uslugo? Komu? Če se danes tukaj zdržim, komu bom naredil uslugo? Ali pa če bom proti glasoval, pod kakšnim pritiskom bom takrat? Ali če bom pa glasoval za? Resno vprašanje. In če mi odgovorite, prosim, zakaj nimamo seje tam, kjer spadamo v državnem svetu, oziroma v državnem zboru v velikem salonu. Preden sem šel v to hišo, sem vesel, da nas gostijo. Sem videl, da je državni svet, državnem zboru salon prost. Nima dvenih aktivnosti. 2krat nazadnje smo pa imeli tam veto. Jaz vas opozarjam zato, ker boste jutri v postopku pred KPK-jem navzkrižje interesov. Samo to več ni normalna država. Res ni. Zahvaljujem se državnemu svetniku Francu Kanglerju za proceduralno vprašanje in tudi odgovor. V času, ko je dvorana državnega sveta v obnovi, sem kot predsednik državnega sveta zaprosil strokovno službo državnega sveta, da pri svetnicah in svetnikih, ki bi lahko zagotovili prostore, v katerih državni svet, glede na število članov in način svojega dela, lahko opravlja svoje delo, predlagali prostore, kjer bi lahko imeli svoje seje, namesto da jih imamo v dvorani, ki je trenutno v obnovi. Ta dvorana je kot ena izmed vseh bila ponujena kot opcija. V času, ko smo sestavljali možnosti, kdaj kam lahko gremo,
velika dvorana državnega zbora ni bila na razpolago. In takrat smo se odločili, da gremo v tisto dvorano, v kateri lahko dobimo prostor takoj, ad hoc. In odtot izbira te dvorane. Jaz mislim, da kot organ državni svet lahko zelo suvereno odloča, ne glede na to, kje sedimo, v kateri dvorani. In mislim, da nihče izmed vas zaradi tega, ker smo danes v domu sindikatov, ne rabi čutiti nobenega pritiska, vsaj sam ga osebno ne čutim. Spoštovane kolegice in kolegi, če kdo misli, da za voljo izbire prostora danes ne more suvereno odločati, potem jaz mislim, da to lahko pove. Če pa je šlo zgolj za načelno vprašanje, mislim, da sem nanj odgovoril. Ni nekega namena dajati prednost pri glasovanju eni ali drugi opciji z izbiro dvorane, v kateri se danes to glasovanje upravlja. Verjamem pa, kot sem že rekel, da smo dovolj suvereni, da lahko zastopamo interese okolij, ki so nas poslala v državni svet in glasujemo tako, kot nam vest in interes tistih, ki nas je poslal v državni svet, narekuje. Če dovolite, bi potem kar nadaljevali. O sklicu seje sem obvestil predsednika Vlade Republike Slovenije gospoda Marjana Šarca in predsednika Državnega zbora Republike Slovenije magistra Dejana Židana. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 7. seje Državnega sveta naslednji. Prva in edina točka, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno-varstvenih prejemkih. Prehajamo torej na obravnavo prve in edine točke dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno-varstvenih prejemkih. Državni zbor je zakon sprejel na 12. seji 29.10.2019, prejeli ste ga po elektronski pošti s sklicem seje. Predlog odložilnega veta interesne skupine delojemalcev ste prejeli po elektronski pošti prav tako s sklicem seje. Obravnavala ga je tudi Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija. Njeno poročilo ste prejeli po elektronski pošti in objavljeno je tudi na spletni strani Državnega sveta. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga interesne skupine delojemalcev, ste prejeli po elektronski pošti in tudi ta je objavljen na spletni strani Državnega sveta. Obravnavala ga je tudi interesna skupina lokalnih interesov. Poročilo lokalne skupine lokalnih interesov bomo obravnavali na današnji seji. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Torej, predlagam, da začnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Besedo dajem predstavnici predlagateljev predloga odložilnega veta. Imate 15 minut za obrazložitev. Državna svetnica Lidija Jerkič. Hvala lepa za besedo. Še enkrat pozdravljeni. Jaz se bom skušala potruditi in biti v argumentaciji enostavna, zato ker ste obrazložitev veta prejeli pisno z gradivom. Sama tematika je bila deležna precej pozornosti javnosti, ker je videti tudi danes po udeležbi na tej seji Državnega sveta. In nenazadnje, sama tematika je na eni strani izjemno kompleksna in zadeva veliko število ljudi, zlasti tistih, ki si prizadevajo težko sestaviti konec meseca s koncem meseca. Zdaj, prva stvar, ki bi jo rada pojasnila, je način, kako sem se jaz spopadla s to tematiko. Dejstvo je, da sama ukinitev dodatka vzbuja različna čustva. Verjetno ste tudi vi že to opazili, a ne, s kolegi, kolegicami, mogoče sokrajani, sokrajankami, če ste se pogovarjali, ste lahko ugotovili, da obstajata na nek način dva pola. Prvi, ki
podpira, da se lenuhom vzame dodatek za delovno aktivnost na eni strani, da je treba delati in da o tem ni debate, in na drugi strani tisti, ki pa vendarle skušajo dopovedati, da gre za pomemben znesek, ki ljudem, ki delajo, omogoča preživetje iz meseca v mesec. Jaz sem si želela pojasniti vse skupaj s tem, da sem se spravila brati zakon in sem ugotovila, da ne razumem, kaj v zakonu piše in da ne razumem, kdo je tisti, ki je upravičen do socialne pomoči, da ne razumem, kdaj pravzaprav posamezniku dodelijo denarno socialno pomoč. Na koncu sem vendarle razumela, da dodatek za delovno aktivnost ni samostojen dodatek, da je v bistvu predpostavka, da je nekdo upravičen do tega dodatka to, da je upravičen do denarne socialne pomoči. Šele takrat, ko je upravičen do denarne socialne pomoči, torej ko izpolnjuje kriterije po zakonu za to denarno socialno pomoč in če dela, je upravičen do dodatka za socialno aktivacijo. Torej predpostavka je, da človek dela. Torej odpade predpostavka, da ta dodatek za delovno aktivnost dobivajo ljudje, ki živijo od sistema, ki se pač znajdejo, ki znajo poiskati luknje, ki sedijo doma in prejemajo nekaj, kar jim ne pripada. Drugo, kar mi je zelo padlo v ušesa, so bile zlorabe. Ker naprej se je poslušalo okrog tega, da se ljudje pač v sistemu znajdejo in da si znajo zračunati oportuno, kdaj se jim splača iti delati, kdaj pa so doma pa majčkeno zraven delajo pa dobijo še nekaj od države. Še enkrat bom povedala, upravičenci do dodatka za delovno aktivnost so skupina, ki je izpolnila kriterije po zakonu, v tej državi jih je 9964 in od tega je 6000 zaposlenih oseb. Se pravi, se sploh ne pogovarjamo o vprašanju lenuhov, ki dobivajo nekaj zraven, pogovarjamo se o zaposlenih osebah, ki prejemajo prenizke plače zato, da bi lahko iz meseca v mesec preživeli in jim zato v skladu z zakonom pripada še socialna pomoč. Tole je nekaj daleč od vsebine prvotno zastavljene ideje, da je treba pobrati tistim, ki ne delajo in jih motivirati za delo. Pobiramo tistim, ki delajo, ki so motivirani za delo in zato dobivajo ta aktivacijski dodatek. Kar se tiče, rekla sem že, sistem je izjemno nepregleden. Jaz mislim, da bi bil čas, morda celo skrajni čas, da ta sistem poenostavimo, da ga ljudem tudi približamo, da bodo ljudje vedeli, kdaj in v katerih primerih jim določena stvar gre. In v razpravi na komisiji za delo, ki smo imeli pred to sejo Državnega sveta, smo seveda slišali strani predstavnikov Ministrstva za delo oziroma vlade kar nekaj argumentov, kaj vse je država že naredila za izboljšanje položaja oseb, ki se znajdejo na robu. Ni dvoma, verjetno bo državni sekretar to ponovil, čeprav predlagam, da to vse skrajša, ker smo že imeli možnost slišati, ker nima neposredne zveze z aktivacijskim dodatkom. To, da je denarna socialna pomoč višja, v redu, se je treba, da je višja. 290 evrov je bila pač absolutno prenizka številka in verjetno tudi 400 evrov ni nekaj, s čimer bi bil kdorkoli od nas zelo zadovoljen. Ampak ta socialna pomoč ostaja in zoper njo ne vlagamo veta. Veto vlagamo zaradi ukinitve dodatka za delovno aktivnost. Tudi ni bilo pojasneno na sami seji komisije, zakaj pravzaprav je to v tem trenutku treba, glede na položaj, ki ga imamo v državi, govorimo v letošnjem letu o 8 milijonih evrih. Jaz vem, da je to z vidika, zame je to velik denar, z vidika državnega proračuna je to verjetno niti statistična pomota ne več, z vidika posameznika, ki izgublja 200 evrov ali pa 100 evrov, je pa to lahko celo katastrofa. Še enkrat gre za zaposlene osebe v pretežni večini. Tisto, kar mene izjemno tudi moti, je to, da nad prejemniki denarne socialne pomoči očitno nimamo nadzora.
In da zaradi tega, ker nekateri to zlorabljajo, ker nekateri nočejo delati, pravijo, ker nekateri niso motivirani za delo, zdaj ta dodatek jemljemo vsem. Tole ne more biti razlog. Mislim, da je to lahko kvečjemu razlog za to, da se okrepijo nadzori in da za tistega, ki do tega ni upravičen, pač ni milosti. Jaz bi zelo rada jasno povedala, da se tudi sindikati zavzemamo za to, da ljudje delajo, da se preživijo s svojim delom in tudi večina ljudi ali pa vsi ljudje to želimo. Da pa ne jemljemo tistim, ki te priložnosti nimajo, če pa so vmes zlorabe, imamo pa vrsto uslužbencev, ki so za to zaposleni, pa naj jih nadzirajo. Bilo je rečeno, da je ta dodatek postal kar stalen, trajni prejemek, čeprav naj bi bil začasen. Ja, narobe, če je postal trajni prejemek, potem smo pač spustili izpod nadzora kontrolne mehanizme in zaradi 10 mogoče, ki to res izkoriščajo, bomo zdaj pobrali 10.000 upravičencem oziroma 25.000 posredno vpletenim državljanom Slovenije. Tako da na koncu morda, ne bom rekla, da je najbolj pomembno, je pa pomembno, spet gre za enega od zakonov, ki je šel mimo ekonomsko-socialnega sveta. Če bi bil deležen obravnave na ekonomsko-socialnem svetu, verjamem, da bi bila določba drugačna, da bi se potrudili poiskati prave rešitve. Argument na komisiji je bil, da je šel že 8-krat, da je šel samo osnovni zakon čez ESS, potem pa dodatki ne več. To zame ni noben argument. Ta vlada se je posebej zavezala k socialnemu dialogu, tako da mislim, da bi bila doslednost na tem mestu zelo dobra. Poleg tega pa je na koncu prišel v zakon še dodatek, ki jemlje polovico denarne socialne pomoči tistim, ki se ne bodo vključili v javna dela. Jaz mislim, da je to zelo nepremišljen ukrep, ki bo povzročil samo to, da se bodo pač ljudje vrteli v pasti javnih del, namesto da bi iskali zaposlitve. To, da je stvar zelo vezana na čustva, zelo problematična, nam kaže tudi glasovanje na državnem zboru. 34 za, 18 proti, drugi vzdržani. Tako kot smo na zadnji seji, če vas spomnim, ko smo obravnavali veto povezan z višino urne postavke študentskega dela, sklenili na koncu, da damo še eno priložnost državnemu zboru in poslancem, da premislejo in se opredelijo do problematike. Jaz verjamem, da večina državljanov želi vedeti, kaj poslanci mislijo. Dajmo jim priložnost, da se opredelijo še enkrat in pač potrdijo ali pa ne potrdijo zakon še enkrat. To lahko storimo samo tako, da izglasujemo veto, zato vas jaz prosim, če ta veto podprete. Hvala. Zahvaljujem se predstavnici predlagatelju odložilnega veta in sprašujem, ali želi besedo predstavnik oziroma predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Da. Besedo ima državni sekretar, magister Tilen Božič. Izvolite, tudi vi imate 15 minut. Spoštovani predsednik, spoštovane svetnice, svetniki in tudi ostali, pozdravljeni tokrat v drugih prostorih, razumem, da nedavno obnovljenih. Denarna socialna pomoč je po svoji naravi začasen ukrep, ki je namenjen preživetju in zagotavlja sredstva za premostitev, takrat, ko se posameznik oziroma družina znajde v težki situaciji, se pravi situaciji socialne ogroženosti in na njo ne more vplivati. Temeljno načelo zakona o socialno-varstvenih prejemkih je, da vsakdo po svojih sposobnostih skrbi za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov in da upravičenec do denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom. Sistem socialnega varstva ali socialnih pomoči je po svoji naravi subsidiaren. To pomeni, da se zagotavlja temeljna zaščita najprej v obliki, se pravi, dela, s čimer se premaga osnovne stiske, nato pa v obliki individualiziranih pomoči, s katerimi se začasne stiske in težave tudi premosti.
Posameznik in družina morata tako najprej izčrpati možnosti zagotavljanja preživetja z lastnimi močmi. Šele na to sledijo upravičenja do socialnih pomoči. Višina denarne socialne pomoči ter spodbude, ki spremljajo denarno socialno pomoč, so odvisne od gospodarskih razmer v državi in strukturne brezposelnosti oseb, zato se morajo spreminjati glede na to, kje v ciklu se nahajamo. Ključni cilj, ki ga država s tem v zvezi zasleduje, je, da z denarno socialno pomočjo zagotovi sredstva za preživetje in ponudi ukrepe, ki omogočajo čim hitrejšo aktivacijo ter vključitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči na trg dela oziroma tudi prehajanje v boljši materialni položaj ponovno v povezavi z delom. Jeseni leta 2018 se je vlada soočila z izzivom, ali s 1. januarjem 2019 dopustiti, da se denarna socialna pomoč ponovno zniža, se pravi iz sprva predvidenih skoraj 400 evrov na približno 330 evrov. Takrat je bil sprejet splošen sklep, lahko rečemo, in na to tudi ukrep, da se ta pomoč ne zniža. Razlogi ključni so naslednji. Ukolikor bi 3599 oseb oziroma družin izgubilo denarno socialno pomoč in preko 52 000 osebam oziroma družinam bi se denarna socialna pomoč znižala. Ob tem zavedanju, se pravi, je bilo najprej dogovorjeno in tudi doseženo, da se denarna socialna pomoč ohrani na 392,75 evra, kar danes skupaj z indeksacijo znaša 402,18 evra. Sočasno so bili pa sprejeti tudi številni drugi ukrepi, predvsem vezani na sproščanje, pa tudi, če pogledamo osnovno premiso ministrstva, ki pravi, da nekdo, ki je zaposlen za poln delovni čas, mora biti sposoben preživeti brez socialnih transferjev, do tam je pa še zelo daleč, je bil sprejet tudi oziroma dopolnjen zakon o minimalni plači, ki v 3 korakih izboljšuje položaj zaposlenih na minimalni plači. Razbremenjen je bil regres za letni dopust, tako dohodnine kot med 70 in 100% povprečne plače še dodatno za prispevke za socialno varnost. S 1.1. prihodnjega leta ponovno stopi v veljavo tudi 156. člen SPIZ-a, ki predvideva, da za starejše delavce delodajalci plačajo nekoliko manj prispevkov za socialno varnost iz naslova pokojninskega zavarovanja. Odpravljeni so bili številni varčevalni ukrepi, ki se tičejo družinske politike. Govorimo o očetovskem in starševskem varstvu, kjer se je nadomestilo vrnilo na 100% osnove, prej je bila ta 90%. Tudi omejitev se je, se pravi, ponovno dvignila iz 2-kratnika na 2,5-kratnik povprečne plače. Od tu naprej se je tudi sprostil dodatek za veliko družino, ki ga prejmejo sedaj vse velike družine, ne glede na materialni položaj. Dodatno velja omeniti tudi, da se je sprostil zadnji dohodkovni razred za državno štipendijo. Kar se je v letošnjem letu še zgodilo, je to, da se je ukinil fiktivni izračun pravice iz javnih sredstev, ko se odmerja štipendijo, s čimer se je tudi dodatno pomagalo štipendistom. In hkrati se sprejemata, oziroma sta v fazi sprejemanja tudi 2 noveli zakonov. Eden je zakon o urejanju trga dela, ki se ukvarja s hitrejšo aktivacijo, ena je pa tudi novela zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki predvideva ukrepe za podaljševanje aktivacije, sočasno pa s tem tudi krepitev socialne varnosti upokojencev. Ministrstvo je torej k izboljšanju materialnega položaja socialno ogroženih pristopilo celovito in to številnimi ukrepi. Gre za paleto ukrepov, ne glede na to, kar je bilo tudi prej že povedano, ne gre jemati vsakega ukrepa posamično. Z vidika ministrstva lahko zagotovim, da se vedno pogleda celovito, se pravi bodisi na posameznika, bodisi na družino, upošteva celoten splet ukrepov, ki jih imamo in na ta način skuša doseči uravnotežen pristop. V osnovi to pomeni, da je na eni strani, če govorimo na letni ravni, ukinitev dodatka za delovno aktivnost pomeni približno 16 milijonov manj sredstev iz državnega proračuna, po drugi strani pa ukrepi sprostitveni preostali pomenijo približno 150 milijonov evrov dodatnih sredstev na letni ravni, tako z vidika družinske politike kot z naslova socialne politike. Tudi iz tega razloga je treba vse skupaj jemati kot paket, kot nekaj, kar je medsebojno povezano. Novela določa tudi nekatere druge rešitve, se pravi,
lahko rečemo temu spodbude, zaradi tega, ker po novem dohodki iz aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije ne bodo zniževali socialnih transferjev, kar je tudi ključni namen oziroma tudi zaznana pomanjkljivost v praksi, da se nekateri raje odločijo za, se pravi, drugačno aktivnost iz tega razloga, ker so deležni več ugodnosti oziroma jih aktivnost v smeri bliže trgu dela celo pripelje do tega, da imajo na koncu morda nižji razpoložljivi dohodek. Od tu velja še omeniti, da je bil opravljen pred časom že sestanek z nevladnimi organizacijami, kjer smo se seveda pogovarjali o problematiki dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so socialno izključene in se vključujejo v socialno-varstvene programe pri nevladnih organizacijah s ciljem socialne vključenosti. V teh primerih gre v bistvu za predfazo. To so tisti, ki imajo zahtevnejše, kompleksnejše težave in ni možno v tem primeru govoriti, da se jih enostavno lahko vključi v trg dela, ampak je treba najprej z določenimi programi, ki predvidevajo nižjo stopnjo intenzitete, več strokovnega angažmaja, doseči, da nekoga se sploh lahko pripelje v fazo, ko se bo lahko vključeval v delo, najprej v manjšem obsegu, kasneje pa, če bo le možno, tudi se vrnil na trg dela. Torej, spoštovani predsednik, spoštovani državne svetnice, državni svetniki, z vidika tega, kar je danes na mizi, bi se še na kratko opredelil do posamičnih navedb. Prvo, kar velja poudariti, je, da je ministrstvo pristopilo k spremembi zakona šele potem, ko je zagotovilo višjo osnovno denarno socialno pomoč in sprejelo široko paleto ukrepov za izboljšanje socialnega položaja posameznikov oziroma družin. Kot drugo, da dodatek za delovno aktivnost po našem mnenju ni več učinkovito sredstvo, kar se kaže tudi v velikem številu dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Ob koncu avgusta 2019 je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih okoli 71.000 brezposelnih. Od tega jih je kar 45% prejemalo denarno socialno pomoč. Čeprav število brezposelnih oseb upada, so številke dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, zaskrbljujoče. Dodatno velja omeniti, da je dodatek za delovno aktivnost bil sprejet v času gospodarske krize leta 2012, ko je višina denarne socialne pomoči znašala 230 evrov. Če bi se šteli takratno denarno socialno pomoč in dodatek za delovno aktivnost, bi ugotovili, da ta dejansko nižja, kolikor danes znaša samostojno denarna socialna pomoč. Nadalje tudi velja vseeno izpostaviti, da se nam zdi napačna ugotovitev, da bodo prejemniki denarne socialne pomoči postali odvisni od različnih programov aktivne politike zaposlovanja in da se s tem onemogoča hitrejša zaposlitvena aktivacija v kakovostnih in trajnih zaposlitvah. Aktivna politika zaposlovanja je namreč ravno nabor ukrepov, katerih osnovni cilj je, da se poveča zaposljivost brezposelnih oseb, da se jim omogoči izobraževanje, da se jim omogoči usposabljanje, vseživljenjsko učenje in ostale storitve s ciljem, da dejansko brezposelna oseba ohrani in pridobi znanja ter spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in pospešeno obvladovanje prihajanja na trg dela. Ministrstvo tudi opozarja na primere, ki so bili izpostavljeni v javnosti, kjer osebe vsak dan delajo prostovoljska dela, za katera ne prejmejo plačila in iz naslova katerih niso obvezno socialno zavarovana, kar predstavlja tudi dolgoročno past z vidika socialne varnosti, saj bo njihova pokojnina na starost rezultat vplačil, ki jih pa v tem primeru ni. Center za socialno delo in Zavod za zaposlovanje tudi opozarjata, da se brezposelne osebe ne želijo vključiti v programe APZ, tudi zato, ker jim po veljavnih pravilih prejeto plačilo iz programa aktivne politike zaposlovanja vpliva na denarno socialno pomoč. Ta novela to odpravlja oziroma, kot rečeno, izboljšuje. Za osebe, ki imajo večplastne težave, smo poskrbeli tako, da smo zvišali osnovno denarno socialno pomoč s ciljem, da se te osebe lahko posvetijo usposabljanju v okviru socialno-varstvenega programa, ki jim omogoča reševanje njihovih težav in vključitev v družbo. Nadalje velja omeniti, da je s predlogom ministrstvo seznanilo tudi strokovno javnost, ki je podala pozitivno mnenje k predlogu. Mislim na Socialno zbornico Slovenije, Strokovni svet za socialno varnost na Ministrstvu za delo in Inštitut za socialno varstvo. Glede očitka, da predlog zakona ni bil dan na Ekonomsko-socialni svet, pa velja pojasniti,
da je bil zakon o socialno-varstvenih prejemkih dan na ekonomsko-socialni svet le ob uvedbi nove socialne zakonodaje in ob sprejemu ene od novel leta 2014. Vse ostale novele zakona niso bile predložene ekonomsko-socialnemu svetu, gre za 5 novel. Po mojih informacijah je tudi takrat, ko je bila ta novela v pripravi, ministrstvo preverilo pri ekonomsko-socialnemu svetu, ali je zadeva, ki je potrebno uvrstiti, in prejeli smo glede tega mnenje, da to ni potrebno. Ukrepe socialne politike je torej nujno treba prilagajati gospodarskim in družbenim razmeram. Ukrep, ki je učinkovit v času finančne in gospodarske krize, zagotovo nima enakega učinka v času visoke gospodarske rasti. Ravno to se kaže tudi v primeru dodatka za delovno aktivnost, ki danes ne spodbuja več k zaposlovanju in povzroča pastne aktivnosti v času, ko nam na trgu dela primanjkuje delovne sile. Na trgu dela je torej priložnosti veliko, zato bi radi tiste, ki bi radi delali, tudi tja usmerili, ker jim na tak način tako na kratek kot na dolgi rok izboljšamo socialni položaj. Poleg tega se je potrebno zavedati, da so socialni transferi dajatve, ki so vezane na določene okoliščine v življenju posameznika oziroma družine in ne prinašajo dolgoročne socialne varnosti, temveč, kot že omenjeno, so namenjene začasnemu reševanju stisk, v katerih se znajdejo. Temelj človekove dejavnosti mora tako biti zaposlitev in vključitev v socialna zavarovanja, s čimer se posamezniku in njegovi družini zagotavlja temeljna socialna varnost, kot že rečeno, tako na kratek kot dolgi rok. Na podlagi predstavljenega v imenu ministrstva in tudi vlade prosim, da državni svetniki odložilnega veta ne podprete, sem pa tukaj na razpolago tudi sodelavkov za dodatna pojasnila. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državnemu sekretarju Tilnu Božiču. Pristojna komisija, ki je obravnavala predlog odložilnega veta, je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročevalec, predsednik komisije, magister Peter Požun, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, gospod predsednik. Dober dan, državni svetnici, svetniki, predstavnika vlade. Pristojna komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na današnji 5. izredni seji obravnavala predlog odložilnega veta na omenjeni zakon. Predlog odložilnega veta je komisija podprla 6 glasovi za in 3 glasovi proti. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Predlog odložilnega veta obravnava tudi interesna skupina lokalnih interesov. Ali želi besedo predstavnik? Milan Ozimič? Ne. Torej, odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. S tem je razprava zaključena. Ali želi predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podati še kakšno dodatno obrazložitev? Želite? Prosim, besedo ima predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magister Tilen Božič, državni sekretar. Imate 10 minut še. Se upravičujem za malce daljši odzivni čas. Kot veste, delamo na številnih temah in naše ministrstvo je zanimivo, seveda tudi za številne vaše državne svetnike, široko paleto tem, tako da se upravičujem za trenutek nepozornosti. Razumem, da razprave ne bo, če sem pravilno razumel, tako da na kratko bi še povedal par zadev. Zdaj, v uvodu je bilo izpostavljenih, oziroma takrat, ko se je predstavilo stališče, oziroma predlog tega odložilnega veta, na nek način izpostavljeno, da je čas za poenostavitev. Ministrstvo se je lotilo tega, vzpostavilo tudi analitsko službo, ki zdaj dela s polno paro. Pogledali smo, kako sistem deluje in tudi sami ugotovili, da dejansko razen informacijskega sistema, ki je glomazen, če se milo izrazim, in morda nekaj ljudi, ki jih lahko naštem na manj kot prstene roke, je te transfere skoraj da nemogoče izračunati. Iz tega razloga
Iz tega razloga je ministrstvo pristopilo k temu, da je pri določenih transferjih se pravi in postavilo prednost, tukaj govorimo o družinskih, govorimo o osnovni denarni socialni pomoči, o vseh tistih, ki pa nadgrajujejo to in tudi lahko rečemo postavljajo ta sistem v nezavidljiv položaj z vidika kompleksnosti in je tudi težko ugotoviti, ali dejansko imajo pozitivne učinke v skladu s politikami, ki jih moramo zasledovati, je pa bil opravljen premislek, da je treba te nadomestiti z novimi, z drugačnimi, z boljšimi. Kot rečeno, namenjenih je bilo dodatnih približno 150 milijonov evrov na letni ravni za potrebe družinske in socialne politike. V tem primeru smo sprejeli oceno, da je boljše kot na tak način, kot ga je sedaj zasnovan dodatek za delovno aktivnost, se osredotočiti predvsem na to, da se prvič ukrepe, ki jih imamo iz naslova aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije, pa tudi nekatere druge ukrepe, se jim da večjo težo in večjo prednost. Zdaj je tak čas, primiren v ciklu, se pravi, je širok nabor delovnih mest, priložnosti na razpolago, sočasno pa za tiste, ki so v najzahtevnejši situaciji, se pravi, da ne morejo se takoj vključiti na trg dela, ampak potrebujejo določeno pomoč, je tudi preko amandmaja, ki je prišel noter v zakon, predvideno znatno povečanje obsega javnih del, na kar se tudi ministrstvo zdaj že intenzivno pripravlja, tudi potom predloga proračuna, ki je bil danes vložen oziroma predložen strani Ministrstva za finance. Dodatno se pa tudi pripravlja, da bo določene politike, predvsem iz naslova črpanja evropskih sredstev, za zahtevnejše primere in se pravi tiste, ki bi to potrebovali, zasnovalo na način, da bomo lahko tako ministrstvo kot tudi nevladne organizacije, ki imajo na tem področju veliko izkušenj, bolj učinkovito pomagali, ker v končni fazi je za nas zelo pomembno, koliko denarja nam je odmerjenega, od tu naprej pa tudi, kaj lahko s tem denarjem naredimo. Demantiral bi tudi to, da nima DDA zveze z ostalimi transferji. Jo ima, kot rečeno, mi to jemljemo kot splet vseh transferjev skupaj. Morda je bila napaka, da to ni bilo predlagano že takoj na začetku, ko se je dvignila denarna socialna pomoč, ampak glede na urgentnost takratnega stanja smo pač najprej posegli po denarni socialni pomoči. Ravno tako bi ponovno poudaril, da ocenjeni učinek tistega predloga, ki je prišel v državni zbor, je 16 milijonov na letni ravni, 8 milijonov je bilo predvidenih, če bi veljal pol leta. Dodatno, kar bi še morda tukaj izpostavil, je naslednja reč. V času težke gospodarske in finančne krize je situacija taka, da lep del politik, ki jih imamo zasnovanih, lahko, tudi če so zastavljene kot aktivne, deluje kot pasivne, ker delujejo na naslednji način, da seveda ne glede na to, koliko ljudi bi mi radi s svojimi spodbudami spravili na trg dela, dela preprosto ni. Danes delo je. Iz tega razloga preusmeritev iz pasivne v aktivnejše ukrepe in kar se tega tiče, ocenjujem, da je predlog, kot ga je predstavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, podprla tudi vlada in je na to bil tudi potrjen v državnem zboru z določenimi ukrepi oziroma določenimi amandmaji, ustrezen. Dodatno bi opozoril tudi na zadevo, ki se nam pogosto pojavlja in to je na ta tako imenovani stekleni strop. Že takrat, ko smo se pogovarjali o minimalni oziroma povečani splošni olajšavi, nadalje, ko smo se pogovarjali o minimalni plači, ko smo se pogovarjali o dvigu najnižjih plač, ko smo se pogovarjali o cenzusih in dvigu cenzusov, je bilo zaznano, da nekateri, tudi strani delodajalcev nam je bilo to predstavljeno, ki prejemajo določeno plačo včasih, ko jim delodajalec morda celo ponudi malenkost višjo plačo, zastrižejo z ušesi, in seveda, normalno, pogledajo svoj položaj in svoj neto razpoložljivi dohodek, ki ga bo imeli po transferjih. Pogosto se lahko zgodi, da dejansko zaradi nekaj evrov višje plače in zaradi nerodno zastavljenih transferjev pride do tega, da bo neto razpoložljivi dohodek celo nižji. Iz tega razloga je tudi v pripravi, poleg ostalih ukrepov, to, da bomo v nekaj letih, upam, prišli do tega, kar ostale države že imajo, se pravi, da bomo prišli do drsečih cenzusov, ravno zaradi tega, da bo vsak dodaten evro iz zaposlitve pomenil tudi dodaten razpoložljivi dohodek, ne pa da bi prišlo do tega, da bi zaradi dodatnega dela oziroma dodatnih dohodkov nekdo bil na nek način celo kaznovan z nižjimi transferji. Tako da
Predlog, ki ga imate, odložilnega veta, ki ga imate danes na mizi, kot že rečeno, po mnenju ministrstva ni primeren. Mi ocenjujemo, da rešitve, ki smo jih predstavljali, grejo v pravo smer in da predstavljajo del celovite reforme sistema socialne varnosti, ki seveda bo, kar je bilo že do zdaj narejenega, moralo biti tudi nadaljevano. Hvala. Zahvaljujem se predstavniku Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ali ima predstavnica predlagateljev veta? Imate prav tako zaključno besedo 10 minut. Nisem se želela oglasiti, ampak se moram. Zdaj, hvala gospodu Božiču, ker nas je povedal še majčkeno v prihodnost, samo ta bo enkrat prišla, v tem trenutku imamo sedanjost. Zaskrbelo me je podton, ki sem ga verjetno narobe razumela, ampak za vsak slučaj, denarna socialna pomoč ni učinkovito sredstvo, ker imamo vedno več trajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Lahko pričakujemo predlog za ukinitev denarne socialne pomoči, jaz upam, da ne, seveda. Prej pa sem pozabila upozoriti na to, da je kopica nevladnih organizacij na nek način demantirala to, da so se pogovarjali z Ministrstvom za delo in dosegli neke skupne dogovore. Lahko, da ne berem, kdo vse so, imate njihova sporočila danes na mailih, in še enkrat v imenu vseh teh nevladnih organizacij, ki niso zadnje nevladne organizacije v tej državi, med njimi imate Rdeči križ, imate Karitas, imate Center nevladnih organizacij in tako dalje, da ta veto podprete. Hvala. Zahvaljujem se predstavnici predlagateljev predloga odložilnega veta. Preden pa pridemo na glasovanje, mi dovolite, da pojasnim še način glasovanja. Glasovali bomo z dviganjem kartončkov, ki so pred vami. Za prijavljanje prisotnosti, glasovanje za in glasovanje proti dvignete in podržite zeleni karton, dokler se ne oglasijo predstavniki strokovne službe, ki bodo prešteli in z glasom povedali, koliko so prešteli. Torej, prehajamo na glasovanje. Ali želi kdo obrazložiti svoj glas? Da. Samo trenutek. Najprej se k besedi prijavil državni svetnik Franc Kangler, za njim Marko Zidenšek in magister Miran Ribič. Bom čim bolj kratki, da čim prej zaključimo. Predstavnik vlade me ni prepričal. Z njegovim nastopom tukaj mene osebno ni prepričal, zato ne bom glasoval proti veto, bom prijavil kvorum, pa bom solidaren, pa se zdržal. Seveda pozivam tudi zaradi mojega prvega nastopa tudi nekatere druge svetniške kolege, da pokažejo solidarnost, da treba državo rešiti. Hvala lepa. Besedo ima državni svetnik Marko Zidenšek. Spoštovani, v tej državi smo razvrednotili delo in to na obeh straneh. Na eni strani z nedomišljeno socialno politiko in na drugi strani z premalo plačanim poštenim delom, ki pa je posledica desetletij slabo upravljane te naše države. Priča smo, da nas prihitevajo levi pod narekovajem, po desni, če navedem samo primer Češke, ki nas je že prihitela po večjih kazalnikih. In na tem naj se zamislijo aktualni in bivši upravljavci države. Verjamem, da bo državni zbor ponovno odločal o zakonu. Sam pa se bom po premisleku glasovanja zdržal. Hvala lepa. Besedo ima državni svetnik Miran Ribič. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, odločil sem se, da povem, kako bom glasoval, zaradi tega, ker je kolega Kangler rekel, da smo v eni zgradbi, pod katerim naj bi glasovali pod pritiskom. Jaz moram reči, da sem za to veto se odločil, ko sem prebral argumente. Ti argumenti stojijo in zato bom danes z veseljem podprl ta veto. Ta veto bi podprl tudi, če bila ta seja pod smreko. Hvala lepa.
Zahvaljujem se državnemu svetniku Miranu Ribiču. A je še kdo, ki želi obrazložiti svoj glas? Ja, podpredsednik državnega sveta Matjaž Švagan. Lepo prosim, dajmo mečkim še potrpljenja, dajmo se poslušati. Spoštovane svetnice in svetniki, predstavniki vlade, novinarke in novinarji, prihajam iz okolja Zasavja, kjer dosegamo 50% slovenskega BDP-ja, kar dokazuje, da je to najbolj socialno ogroženo področje. Začel bi mogoče z eno novo zgodbo, ki naj bo poduk tudi ministrstvo. Poglejte, večkrat je bila zgodba, da nekateri hodijo na Rdeči križ ali vozijo v vrtce z BMW ali z različnimi visokimi cenovnimi avtomobili. Seveda, to ni problem občine, ampak je problem države. Danes govorimo o 16 milijonih evrih. Če pogledamo samo, koliko občine dajo za vrtce, povedal vam bo zgodbo iz občine Zagorje, kjer imamo okrog 700 otrok in 11 staršev plačuje polno ceno. Tukaj so tisti milijoni ali pa izkoriščanje. Pri vsakem zakonu vemo, da vsakdo izkorišča na tak in drugačen način. Moram reči, da sem se posvetoval z nevladnimi organizacijami, socialno službo. Tudi vam bi predlagal, ko živite nekje v svojem svetu v Ljubljani, da mogoče včasih tudi pridete na teren, vprašate direktorje socialnih zavodov oziroma služb ali sedaj tudi nadomestne direktorje oziroma, ker vemo, da ste centralizirali v posameznih regijah, da ste sploh videli, s čim se ukvarjajo, na kakšen način. Res je, da prihaja do izkoriščanja in tukaj ne govorimo o 6000 ljudeh, ki dobijo dopolnitev, da lahko iz meseca v mesec preživijo. Kdo pa lahko danes preživi svojo pokojnino 400-500 evrov ali 400-500 evrov socialne pomoči? Bi pa vas vprašal samo nekaj, ako govorite o 160 milijonih socialnih transferjev, a ste tudi upoštevali pri tej številko iz naslova, kar se tiče regresa, ker vemo, da sedaj govorimo o neto zneski ali so to samo socialni transferi, ki gredo. Sicer pa država je zato zagotovljena, da pomaga tistim, ki res nujno potrebujejo pomoč, tistim, ki pa ne potrebujejo pomoč, imate pa vi vse mehanizme in zakone, da to preprečiti. Prelagate pa to na breme občin, tako da bom veto z veseljem podprl in predvsem za tiste, ki res rabijo pomoč in ne iščejo pomoči na Rdečem križu ali v okviru občine, lahko pa dobijo na podlagi zakona in seveda bom z veseljem iz okolja, ki ga prihajam, pomagal posameznicam in posameznikom. In ravno danes ena zgodba, če ta veto ne bo izglasovan, 10 prostovoljcev ne bo moglo deliti hrane tistim najrevnejšim vsak dan, vsak večer, ki to hrano potrebujejo. To je delček v mozaiku, seveda, kot sem rekel, ne sprenevedam se ali pa vem, da prihaja do izkoriščanj na vseh socialnih transferih. Ampak zaradi 16 milijonov takšna tema in pri največjem proračunu pričnite nekje drugje, ker milijoni, stotine milijonov vam pa letijo čez okno. Hvala lepa. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Ne? Dovolite, da še sam obrazložim svoj glas. Prav se ponavljam, glas sem obrazložil že javnim medijem v dvorani parlamenta, ampak kot ponavadi me posnamejo in potem ne objavijo, pa izkoriščam to možnost, da ga obrazložim zdaj. V državnem svetu zastopam interese obrtnikov in malih podjetnikov, ki v tem trenutku, tudi moja družina, ne dobijo delavcev, ki jih potrebujejo. In zaradi tega veta ne bom podprl. Rad bi povedal pa še nekaj. Na Komisiji za gospodarstvo državnega sveta smo obravnavali vprašanja lastnikov podrejenih obveznic iz brisancev. Govorili smo tudi o tistih, ki so vzeli kredite v švicarskih frankih. Razpravljali smo o bančni luknji in prav jezi me, res, kot človeka in kot svetnika me jezi, da tako zlahka spustimo mimo vse tiste, ki so naredili ogromno
finančno luknjo v tej državi, da nihče od njih ne odgovarja, mi se pa tukaj izpostavljamo moralnemu bremenu in razpravljamo o bagateli. Res o bagateli, ki nekomu omogoča ali pa ne omogoča preživetje. In res me jezi, da smo prodali Ljubljansko banko za 760 milijonov evrov, za 104 milijone evrov je pa ta banka prodala teh kreditov naših nesrečnikov v tujino s 70% popustom, pa tudi en novinar o tem ne upa 2 besedi spregovoriti. In potem te reveži, ki plačujejo zdaj res enormne mesečne obroke, spadajo v kategorijo, kateri je treba deliti poceni hrano, in mi tu razpravljamo o bagateli, ali jim bomo to dali in ne bomo. Nekaj je narobe s to državo. Pa ne z nami državnimi svetniki, nekaj je narobe s tistimi, ki nam to breme nalagajo, pa niso ukrepali takrat, ko so milijarde zapuščale državo. In proti temu dvigam svoj glas. In državne svetnice in svetniki, jaz vas prosim, dajmo biti sami pogumni, pa kazati na tiste stvari, ki dejansko uničujejo to državo, in se mi potem tu prepiramo o ostankih, ki so nam jih lumpi pustili na mizi za delovne ljudi. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno-varstvenih prejemkih, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 28 državnih svetnic in svetnikov. Kdo je za predlog? Šest? 13. Za predlog za odložilni veto je glasovalo 13 svetnic in svetnikov. Kdo je proti? 3. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel s 13 glasovi za in 3 glasovi proti. S tem smo zaključili prvo in edino točko dnevnega reda. Zahvaljujem se vabljenim, vsem državnim svetnicam in svetnikom, in s tem tudi zaključujem 7. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Seja je bila zaključena ob 16. uri. Hvala lepa in nasvidenje.